Šolsko leto 2015-2016 je z odličnim uspehom zaključilo 468 devetošolcev, med njimi jih je 114, ki se s takšnim uspehom lahko pohvalijo za vseh 9 let. Zdaj ponosen sem, malo egoistično, če rečem nase, ampak mi je všeč, da smo lahko veliko dosegali vsi učenci iz naše šole in sem na vse zelo ponosen. Pa tudi na druge učence, ki so se čez cel let trudili in sem res tako. Danes je res vesel dan in sem res hvaležen tudi za občino, da nam je to prireditev naredila in je res cel dan danes, kljub temu, da ni lih jasno, je pa svetlo za vse nas. To je zame neka taka nagrada oziroma pohvala, ker pač za ves ta trud, ki smo ga mogli vložiti, da smo se pač 9 let, ki smo pač mogli se veliko truditi, pa veliko časa, ker nismo bili s prijatelji, smo mogli vložiti v to. Pač to je v bistvu neka potrditev, da smo na pravi poti. Neža, veliko truda je bilo verjetno potrebnega, da so bila vsa ta leta odlični uspehi, kaj ne? Ja. Koliko ur na dan? Odvisen od predmeta, pa od snovi, ki me je zanimala, pa odvisen, koliko je bilo testov pa spraševanja na tisti dan. In kateri predmet je bil najbolj zahteven? Zgodovina. Zakaj? Ker se jo treba dejansko učiti. A za ostalo pa ni bilo potrebno toliko učenja? Ja, naravoslovni predmeti so tako, da jih razumeš in pač te grejo in ni treba neki vlagati truda preveč. Kaj pa zdaj naprej? Na Kranjsko gimnazijo gre. Mogoče vidiš že kaj dlje tudi, ker potem, ko zaključiš gimnazijo, verjetno na vrsti fakulteta, ne? Nekaj v zvezi z naravoslovjem, kemija najbrž. Številni med njimi so se poleg obveznega šolskega programa udeležili različnih šolskih tekmovanj in dodatno znanje jim bo gotovo koristilo na srednji šoli. Jaz sem bil vsa leta odličen, letos se še borbam za zadnjo zaključno oceno, ampak načeloma se pa lahko pohvalim, sem se udeležil veliko število tekmovanj, sem naredil veliko število raziskovalnih nalog, samoiniciativnih, za katere sem še posebej ponosen, ker niso samo na nivoju osnovne šole, ampak tako, učujem se, da smo res veliko dosegali. Ne samo jaz, cela naša šola. Priznanja za uspešen zaključek šole jim je podelil kranjski župan Boštjan Trilar. Jaz bi vam predvsem čestitev, zame so vsi heroji, vsi, ki so odločnjaki, se mi zdi, da so se zelo v življenju odločili, da bodo nadstandardno delovali, da so pripravljeni vložiti veliko časa, energije za to, da bodo dosegali več kot drugi. Tako da bi jim rekel, da naj to delajo še naprej, naj bodo pogumni in naj se oblikujejo svet po svojih željah, zato da bodo lahko dobro živeli. Učence zdaj čakata 2 meseca zasluženih počitnic, potem pa novi izzivi z vstopom v srednjo šolo.